Če mi pomislimo starševstvo, če zdaj bi tako razmišljali, starševstvo niti slučajno ni vzgoja, sploh. En del starševstva je vzgoja, malo v smislu vodenja otrok. Ampak v resnici starševstvo ni vzgoja, mi starši nismo vzgojitli. Smo veliko več vzgojitev. Vzgojiteljstvo je poklic, je pedagogika, mislim, na kakšen način z 20 na kupu dela, da boš preživel. To delajo vzgojitli. In to spada v vrtec, pa v šole, pa v dijaške domove, pa v prezgojne domove, tako. Ampak starševstvo je pa življenje z otroki, je pa polno vključevanje, poln razvoj nas samih ob otrocih in otrok ob nas. Kar pomeni, gre vzajemno, gre obojestransko. In je čist drug koncept, kakor vzgoja. Prvo že prideš do enih pravil, do enih konceptov, pogruntaš nekaj, kaj deluje, kaj približen od njega, ne vem, pričakuješ pri določeni starosti in pol ne glih za nalaž, ampak po nesreč pričakuješ, da bo pri drugem otroku podoben deloval. Ampak to je zelo težko kratko prekopirati. Kakšne stvari že ratajo, a ne na podoben način, tam. Vidiš, malo približka narediš, pa se ti ni treba zelo na nov matiti. Ampak pri zelo velikih stvareh je pa tako, da moš ti v bistvu pri vsakem otroku na en zelo nov način ugotoviti, kaj ti ob njem čutiš, zakaj te nekaj jezi, zakaj on nečesa noče slediti, tako kot vsi ostali recimo, in na kakšen način ga začutiti, in na takšen način voditi, da se bo in on počutil v redu v družini in da bo hkrati voden, imel pa občutek, da je zanj dobro poskrbljen. Ne, da mora delati ka ovca, ampak da bo se čutil, tole pa meni res paše. Da bo v bistvu vsak od otrok lahko se počutil na nek način prepoznanga v družini. In da bo potem se pustil voditi. Do tega vsakeč znova, da tiste stvari, ki mi res verjamemo, da so za otroka dobre, bomo uspeli tudi potem ustrajati na en precej miren način. In tudi biti ustrajni in tudi 30krat razložiti isto stvar. Pri stvarih, ki pa smo negotovi, ali pa ne vemo točno, zakaj jo počnemo, ali pa smo osramočeni, tam bomo pa živce zgubljali, ne bomo vedeli, nekonsistentni bomo, enkrat bomo hoteli, da si zvečer umije zobe, drugič bomo rekli, da sej mogoče pa ni treba, pa bomo enkrat, rekli po eni uri, ki je res konc, drugič bomo rekli, v bistvu zdaj se nam pa ne da, ne pa še malo gledati, in moramo pri sebi vedno vedeti, načeloma gledamo po eno risanko, kaj še majhen. Ampak lahko si pa dovoljno neke fleksibilnosti, samo moramo biti do sebe iskreni. Če rečemo, zdaj pa res bi nam bilo prav v redu, če imamo gar dava par risank, pa se par stvari umeru zmenila, ker sploh se ne uspeva zmeniti kamošne dopust, in tako. Ampak je to pol pošteno otroku reči. Danes boš pa ti gledal zdaj ne malo časa risanke, ker bi zatem se rada ene stvari zmenila. Zato, da otrok razume in da sliši in počasi razume svet, da v osnovi ena pravila taka groba veljajo, ampak v določenih primerih imajo starši druge potrebe in takrat jaz imam drugače. Kar pomeni, da boš naslednjič, ko bo on rekel, zakaj smo bili risanke, zato, ker smo rekli, da smo takrat rabila en čas, da smo se sama nekaj zmenila, da bomo šli lahko na morje, in se mora na računalniku pogledati in tako, takrat si gledal risanke, drugače pa ni dobro, da gledaš toliko risank. In takrat potem lahko na meren način razložiš. In tudi, ko se bo pol malo joko, pa še eno, pa eni rečeš, še eno, ampak pa res konc, boš vedel, da boš po tisti drugi res ugasnil. Tudi, če bo on absolutno rekel, da hoče tretjo, kar bo rekel, A veste, ampak boš ti vedel, ne, to risank je preveč, jaz to risank ne prenesem.